Pozdravljeni v čisto svežem novem svetovnem intervjuju, kjer tokrat gostimo veliko zmagovalko 8. sezone šova Slovenija ima talent, Tajdo Korče. Tajda, lepo pozdravljena. Zdravo. Najprej iskrene čestitke za zmago. Včeraj si rekla, da čakaš, da se zbudiš iz sanj. Si že dojela, da si dejanska zmagovalka šova? Iz tistih sanj nisem se prebudila, še vedno nekako dojema. Mislim, vem, kaj se je zgodilo, nisem pa še čisto dojela. Kdaj pa boš dojela? Rekla si tudi verjetno, da nikoli. Ja, verjetno res nikoli. Ampak vseeno, zmaga je šla v tvoje roke. Kako vesela si, da si zmagovalka? Jaz sem tako ful vesela, da v bistvu brez veze, da sploh karkoli govorim, ker je nemogoče opisati. Tvoj talent je nekaj posebenega. Umetnost gibanja telesa, sama temu praviš. Kako pa bi lahko še razložila, kaj točno je tvoj talent, pa da ni samo gimnastika? Ja, v bistvu za svojim telesom delaš neke figure in pa v bistvu iz vsake figure razviješ 100 novih in ja. Temu se pa reče tudi? Contortion. Aha, tako. Kako pa si sama zadovoljna s svojim finalnim nastopom? Pokazala si namreč neverjetne gibe. Veliko ljudi je ostalo s čeljusti do tal. Jaz sem čisto zadovoljna, pač bolj ne bi mogla biti, zato ker se na koncu vse išlo tako, sem si predstavljala, pač izpeljala sem celo točko tako, kot je treba in to je bilo meni najbolj važno. Kaj pa poškodbe? Vse lahko pri takmu gibanju zgodijo tudi poškodbe? Pač pri vsakem športu se lahko zgodijo poškodbe, tudi pri tem se lahko. Jaz še na srečo nisem se nikoli poškodovala. Pač, ja. Koliko pa je treba ogrevanja v bistvu pred vsakim nastopom, da si lahko tako gibčna? Odvisno je v bistvu od vsakega posameznika, koliko časa rabi za ogrevanje. Jaz na primer porabim od 20 minut do pol ure, da se ogrejem. Pa iskreno, si po opravljenem nastopu včeraj vedela, da je zmagovalen nastop? Ne, čisto po pravici se mi niti sanjala in tudi pričakovala nisem. Nisem imela niti pričakovanj, da bom pač šla sem tja gor kot kar bo. Katera točka bi tebe še najbolj navdušila od ostalih sofinalistov? Ja, najbolj všeč mi je bila itak točka od Tamije, ker je tudi ona v bistvu se ukvarja s temi akrobacijami, cirkus in to je itak meni najbolj všeč od vsega. Zdaj, ko si že omenila Tamijo, se lahko obeta morda kakšno sodelovanje med vama. Obedve imate namreč zelo gibalno točko, ne? Ja, če se bo strinjala, mogoče res. Pa je želja? Ja, mislim, meni bi bilo super. Pa bi se morda tudi preizkusila ti v teh obročih in vrtenju v zraku? Ja, sicer strah me je višina, ampak mogoče bi pa lahko probala. Kaj pa ti je Tamija včeraj direkt po razglasitvi, ko ste se objele in čestitele, še kaj povedala? Po pravici povedano nimam pojma, ker se nič več ne spomnim. Pa nisem pila. V redu, ampak kaj pa recimo komentarji žirije? Si zadovoljna s tem, kar so povedali? Ja, bolj ne bi mogla biti. Ok, kaj pa čestitke? Verjetno si dobila ogromno sporočil, ne? Dežujejo še danes? Danes v bistvu še nisem nič pregledovala. Včeraj sem, oziroma bilo je danes, ker je bilo pol polnoči, pol enih, no. Ampak ja, je bilo kar veliko sporočil, pa verjamem, da jih še nekaj tudi bo. Kaj pa tvoji sošolci, so veseli zate? Ja, jaz mislim, da so, no, kolikor so pokazali, bi naj bili. Zdaj, danes si šole prosta, jutri pa se vračaš v šolo. Pričakuješ tudi kakšen sprejem? Ne, nič ne pričakujem. Jaz grem v šolo tako vsak normalen dan. Super. Kaj pa denarna nagrada? 50 000 evrov je tvojih. Že veš, kako jih boš porabila? Tudi to se mi čisto nič ne sanja. Nič? Tudi Nič. kakšna ideja? Mogoče si bom kupila kaj za gimnastiko, tako za pomoč, ampak to je še vse tako mogoče. Jaz pa sem slišal tudi, da si želiš nekoč obiskati London. Se ti morda zdaj s to denarno nagrado tudi London približuje kot cilj, ki ga boš morda v naslednjem letu izpolnila? Ja, mogoče bom, no, zdaj bolj problem je to, da me je strah letenja, ne, to je tisti največji problem, ampak mogoče pa. Ok, in pa še zmago na talentih se ti je izpolnila res velika želja. Zdaj pa božični prazniki so praktično pred vrati. Imaš še kakšno željo, ki bi si jo zaželela? Dejansko letos nisem imela nobene druge želje. Super. Ok, Tajda, to je bilo to. Mogoče za konec še kakšno tvoje sporočilo vsem našim gledalcem? Ne maram sporočil za na konec. Dobro, potem pa pustiva. Okay. Pa je bilo pa to sporočilo. Skratka, Tajda, najlepša hvala in pa še enkrat iskrene čestitke. Hvala. To je bilo to, mi pa se vidimo zopet v naslednjem svetovnem intervjuju.